obrambo je obravnaval kibernetski napad, ki se je zgodil v petek. Vemo, da nam tehnologija in pa vse te moderne stvari, ki jih imamo danes, lajšajo življenje, prinašajo številne pozitivne stvari, žal pa tudi negativne, in ena izmed teh je vidik varnosti. Zdaj strani obveščevalnih služb, policije in ostalih pristojnih za našo varnost smo slišali, da se trenutno ve samo ena stvar v zvezi s tem napadom, in to je, da razen tistega, ki je to naredil, se ne ve, kdo je ta napad izvedel. Se pravi, danes so se pojavljale razne špekulacije, kdo je ta napad izvedel. V resnici trenutno nihče ne ve, kdo stoji za tem napadom, lahko pa govorimo, da je to čisto kriminalno dejanje. Zdaj predvsem obveščevalne službe ugotavljajo, da varnost seveda nikjer ni 100-odstotna, internet prinaša številne pasti, lahko pa rečem, da pa je z nekaterimi obrambnimi mehanizmi, ki jih imamo, bil uspešno, to se pravi preprečen napad na klinični center v petek in pa še na nekatere druge zdravstvene ustanove, ki so bile tudi tarča tega napada v Sloveniji. Verjetno je ta virus našel pot v odprtih portih in zaradi tega se je okužil tudi Revoz. Nismo pa dobili nobenih drugih podatkov, da bi držalo to, kar ste poročali mediji, to se pravi, da naj bi šlo v Sloveniji za 8 podjetij. Trenutno policija ve samo, da se je to zgodilo v Revozu. To ni nič novega, takšni napadi se dogajajo. V zadnjih 2 letih so takšni napadi gospodarskim družbam povzročili približno 1 milijon evrov škode. Kar pa predstavlja problem, je pa to, da predvsem gospodarske družbe takšnih napadov ne prijavijo, predvsem ker se bojijo, kaj bo s poslovnimi partnerji, ker vemo, da vsak takšen napad lahko prinese krajo občutljivih podatkov. Je pa preiskanost takšnih kaznivih dejanj, kot je dejala policija, približno 44%. Zdaj Slovenija gradi infrastrukturo na tem področju. Trenutno se izvaja tako imenovani dvotirni pristop, to se pravi, na eni strani, da se pripravi zakon o kibernetski varnosti in pa na drugi strani, da se gre v njegovo izvedbo. To trenutno počne Urad za varstvo tajnih podatkov. V Sloveniji imamo resurse, tako znanje, kot tudi tehnologijo, kot tudi ljudi, ki to lahko izvedejo, tako da bo pospešeno potrebno k temu pristopiti. Zdaj, vidik varnosti oziroma tega, kar se je zgodilo, je en problem. Drugi problem, ki ga pa imamo, pa je ta, da imamo na oblasti koalicijo, ki se tega ne zaveda. Odbor za obrambo je glasoval o 3 sklepih, ki so šli v smeri, da naj se zaščiti kritična infrastruktura, da se jo naj ustrezno posodablja, da se naj zagotovi finančna sredstva za kibernetsko varnost in pa seveda, kar je tudi najbolj pomembno, da naj se vzpostavi agencija, to kar že je, ta UVTP, v skladu z direktivo Evropske unije, ki bo skrbela, da se poveže vse entitete in da se zagotovi to varnost. Poslanci SMC-ja, SD-ja in pa Desusa so glasovali proti takšnim sklepom, tako da smo se žal po seji razšli brez sprejetih sklepov, kar tudi dokazuje, da se vladajoča koalicija pod vlado Mira Cerarja do tega problema žal obnaša brezbrižno. Smo prepozni z ustanavljanjem takih organov, ki bi bili pristojni za kibernetsko varnost, da je ta organ bo, ampak še nima zakonske podlage, torej bi mogli se s tem že prej ukvarjati, po vašem mnenju? Vaša ugotovitev je pravilna, s tem smo absolutno prepozni. Jaz bi tudi opozoril na sejo odbora za obrambo, ki sem jo sklical lansko leto, ko smo govorili o hibridnem vojskovanju. Eden od elementov hibridnega vojskovanja je ravno kibernetika, to se pravi kibernetski napadi. Takrat so se številni smejali, češ o čem se sploh pogovarjate, kaj sploh je to hibridno vojskovanje, to ste si nekaj izmislili proti Rusiji in tako naprej. Danes oziroma v petek smo videli, da je hibridno vojskovanje oziroma kibernetika še kako aktualno. Slovenska vojska že od leta 2014 vzpostavlja nek sistem, ki bi bil učinkovit, seveda tega v popolni operativnosti in pa polne zmogljivosti tega še niso zgrajene, tako da jaz upam, da je vsaj petkov napad predramil. Poglejte, zna se narediti, da nekdo vdre v sistem semaforjev, povzroči prometni kaos, žrtve, železnice, tukaj imamo letalski promet, nenazadnje lahko nekdo ti izklopi srčni spodbojevalnik tudi preko tega. Skratka, to so številni izzivi, s katerimi se bomo morali ukvarjati, s katerimi bi se že morali, pa smo žal to temo, oziroma vsaj nekateri so jo podcenjevali. Živimo v dobi tako imenovani internet stvari, skratka, kjer
Kljub temu, kot sem že rekel, da nam ta tehnologija lajša vsakdanje življenje, prinaša tudi številne nevarnosti, ki se lahko še potencirajo, če imamo vladajočo koalicijo, ki se tega ne zaveda in glasuje proti sklepom. Zakaj menite, da so glasovali proti, kaj so bili njihovi argumenti? To morate vprašati njih. Razen tega, da se ne zavedajo očitno pomena varnosti, nimam odgovora. Okay. Hvala. Hvala. Lep dan. Enako. Hvala.